Dobro jutro, spet smo pri cestah, ne? Ja, in nekatere poti moramo prehoditi sami, brez prijateljev, brez družine, brez partnerja, izključno mi in sami z Bogom. Pa boste rekli spet, ta Bog ga mešaš, no ja, samim sabo, ne? Z nečem, kar je v nas. Zdaj nekateri to lahko naredimo, ne? Zato, ker imamo se s kom pogovarjati, ne? Kadar se sam s sabo pogovarjaš, se z Bogom pogovarjaš in eni se imamo s kom to kaj zmeniti, eni pa pač ne. In mi sami lahko gremo, ker lahko gremo. Vojna idej, kam naj grem naprej. V malo skrito vas, v bolj umerjen čas. Ja, o miru in tišini se pogovarjamo. Mnogo teh besed je spregovorjenih in ugotovili smo, da ja, brez miru in tišine ne bomo nič speljali. Ta sistem se obnaša razdiralno, kaotično, da se sovražimo, da nismo v miru, da nam ni v redu. Pazi zdaj. Mojim sanjam bo raztrgala krila in svoboda umre. Še ljubezen bo dobila pravila, če ne bomo rekli ne. Treba je zarobantati, zato pa tak komad je. Kitara, boban, rock, grem vam povedati. Vojna ideji je. Če ne bomo rekli ne, bo še ljubezen dobila pravila. Dragi moji, saj veste, splet je tik pred šolskim letom preplavilo vsebina LGBT, ki želi v učenje otrok, v ta šolski program vtisniti spolno vzgojo, vendar ne tako, kakor smo jo bili deležni mi. V kontekstu imamo spolne organe, ki se skozi puberteto razvijajo v moškega in žensko, kjer se zgodi tudi tisto, čemur otroci še niste dorasli, ne, torej spolnost. Vendar današnja pravila, ljubezen dobiva pravila, današnja pravila pa so se nekoliko spremenila. Mlade je treba čim prej naučiti masturbiranja, dotikanja, zbujanja te spolne sle, kajti to pride prav komu? Tistim, ki se z mladim mesom radi spolno poigravajo in imenujejo to spolno usmerjenost, pač imajo radi mlade oziroma majhne, pač otroke, infant, ne, torej vrtec, prvi razred, drugi razred, te bolane scene. To je pedofilija, ki je v nekaterih državah že hudo kaznovana. Zdaj ne vem, če se bom prav spomnil. Mislim, da v Rusiji gre za zapor, v Kiška, v Bolgariji, ali kje že, pa kemična kastracija. Pač ne boš več tega organa rabu, ker unga tle gor tudi nimaš, unga dol pa tudi ne boš, ker ni v redu. Skratka, pedofilija pri nas pa bi rada nekako dobila nova krila, pejmo, super je, fino otroci. Mislim, matematika, pravopisje, spoznati kakšnega našega Prežihovga Voranca, kakšnega Kajuha, kakšnega Jurčiča Cankarja, pa Prešerna, pa še koga, to bi bilo prav. Ne, to ni toliko bistveno, bistveno je, da se ukvarjamo s tem, kar v bistvu razdeljuje ljudi razdiralno. Zdaj ena skupina ljudi pravi ja, druga skupina pa pravimo ne, a ne, ampak da se. Vse se da, če hočemo in če stopimo skupaj, a ne, če bomo... Pravijo, da ne moreš. To se ne da spremeniti sveta. A Boga Kreslin nam je tudi povedal, veste, Kreslin in Siddharta in slovenskih avtorjev kar neki, ki so nam vlivali upanje, moč, razumevanje zase,
zagotovo trdim, da to drži, ker sem glasbo predelal ful in vas mnogo spodbujam. Vse se da. Vse se da. Želim, da tudi vi sami skozi glasbo spoznate, kaj nam želijo povedati, zaradi tega si morate sami tudi kaj od glasbe izbrati. Sicer sem vam jaz eno manjšo playlisto že pripravil za kaj daljšega, rabim mičken dodatnega fokusa, drugačnega fokusa, tacga, ki ga pa žal ne utegnem najti, zahteva od mene neki sedenja za kompjuterjem. Ok, skratka, LGBT je včeraj sem objavil, kaj so smernice, te, bom rekel, svetovne, kaj so združenja za spolno vzgojo in ne vem kaj. Skratka, mnogim se ob dejstvih kozla, ne? Mnogi to seveda podpirajo, bože ne, da je kaj čez njih reči, ker oni so zaščitena oziroma ogrožena skupina, ne? Noč ne smete čez njih reči, oni so pač drugačni, da smo drugačni tudi mi, ki ne kupimo tega sranja, to pa že več ni njihova domena, ne? Ampak v redu, bomo jim dopovedali, da smo mi drugačni kot oni, mi nismo izdajalci, mi nismo primitivni, mi nismo škodoželjni, mi nismo perverzni, mi nismo izumetničeni, krotovičeni, ampak smo ostali ljudje z dušo in srcem. In kdor se je v preteklosti kaj dost na noge postavil pa rekel, to je prav, so ga pobili. Ne, tudi jaz sem bil ustavljen, pa ne enkrat, na tak način. In vsak v preteklosti je moral delovati ne tako na glas, kot lahko zdaj, ko je sistem že v propadu končnem, ampak je mogel skozi pesem vse se da drugače, to mogel Kreslin zapakirati leta nazaj, a ne? Dolga je cesta, ki pelje do mesta, je rekel Mev, ali pa on je imel pa z Goričkega v Piran in tako spet te ceste in potovanja. Jaz sem rekel neki tuneli kot izhod iz Zajčnika, in prispodoba tega, da mi smo popotniki svojega življenja in vsak kraj, vsaka destinacija ali vsaka točka oddiha ali kako že ima svoje lepote, svoje krasote, svoje značilnosti, svoje posebnosti in seveda svoje slabosti. Vendar vsaka situacija v življenju je prav, da nas kaj nauči, ne da razumemo, vse kot kazen, ker ni vse kazen. Ne? Brezskrbno smo verjeli v ljudi, ki so ob tebi. Pride čas, ko spoznaš. Sploh ne veš, kdo so. In zdaj smo na točki, da prepoznavamo, da to, kar so bile, da so bile maske, da poznali smo maske, kajti o narcizmu sem že mnogo govoril, pa verjetno bom še mnogo. To so ljudje, ki so v bistvu kot neke vrste predatorji, kako se reče, plenilci, ki želijo zdrav plen in ga uničijo od znotraj, ne ozirajo se na čustva, ker niso sposobni sploh z njimi karkoli handlati, ker jih nimajo. Nimajo ti ljudje čustev, zaradi tega se tako poigravajo z njimi. Njim je to v veselje. Njim, če je mir, je enako dolg čas. Bedno. Zaradi tega so oni izdelovalci drame, kaosa, šundra, nemera, brzine, nečesa. Mir je za njih dolg čas. Kadar je odnos harmoničen, pa je v odnosu narcis, se narcis začne dolgočasati. Ne? On noče harmonije, on hoče razdiralnost. In mnogi izmed vas ste bili ali pa ste ujeti v to vrstne odnose, pa se ne upate od tega ločiti. Mnogo je teh primerov po svetu, kjer se oglaša mnogo ljudi v kontekstu lastnih izkušenj
povejo in pokažejo, kako so se počutili, kako težko je bilo izstopati iz tega, kako so še letele nazaj, bom rekel, te ljubezenske bombice, ampak recept mnogih je jasen. Cut all ties, prereži vse niti, vse vezi, zapri vrata za sabo, zažgi mostove, nimaš kaj tam več iskati, ker to je zate toksično. Mi smo bili uspešno z njihovega vidika kvalitetno razdeljeni in razporejeni po svetu, da se nismo med sabo srečali in da bi lahko peljali harmoničnost. Oni so bili med sabo kvalitetno povezani, da so ustvarjali to, kar ustvarjajo, razdiralstvo in sovraštvo, mržnjo, kaos in tako. Lahko si pogledamo, kaj dogajajo na področjih, kjer so jih prizadele poplave, bom rekel, naše brate in sestre, za katere še zmeraj zbiramo, za našo milito še zmeraj zbiramo sredstva. Pri obnovi pravzaprav država je pokazala, kakšna gniloba je in je v bistvu naredila iz te katastrofe še dodatno bremzo in neko, bom rekel, hitro, efikasno pomoč. Izkazalo pa se je, kako je moč ljudi v bistvu ful velika, da so več naredili ljudem, kot pa država sama, ne? Torej z nakupom enega okna, enih vrat, enega pralnega stroja, in 100 ljudi to vrne v 100-kratni veličini. Skratka, povratne informacije iz terena so tudi zelo kaotične in slabe. Po drugi strani pa, kar pride do mene, je, da je na teh področjih bilo začutiti mnogo tega, kar je v družbi manjkalo. Torej solidarnosti, da smo bili hrčki, da moramo zapustiti za sabo preteklost in neuporabne stvari, da je čas, da začnemo življenje na novo, tukaj in zdaj in da lahko računamo drug na drugega, v smislu računajte na nas, v ime svih nas iz 50 in neke, ne, kao džins generacija, ne, tisti, ki smo se še razbijali kolena in brez čelad, z bicikli noreli naokrog, pa smo glih tako živi, zdravi, niso nas učili spolne vzgoje, masturbiranja in dotikanja drugega pri 5, 4, 5, 6 letih in tako naprej. Torej, še vedno bom rekel, bolj ko ne zdravi. Ne, to, kar se zdaj vzgaja zadnjih 20 let, je pa štala. Vendar, lepa pomlad in naša pomlad je tukaj, s soncem pomladi. Kaj sem jaz hotel reči v štartu? Ne vem, da smo živi in zdravi, da se na terenu čuti to pristnost ljudi, srčnost in ta naša Melita je uspešno že renovirala in vrata in nekaj oken, že si je izbrala talne obloge, nekaj je bilo donacij, nekaj je bilo zelo dobrih popustov. Hočem reči, ko je človek v krizi, ko je človek v krizi, takrat spozna prijatelja, ne? V nesreči spoznaš prijatelja, ne? In izgleda, da rabimo nesreče, ker drugače nas nič ne porine naprej. Ljudi kot maso, mislim. Cona udobja je huda stvar, ljudi nič ne briga, nič. In zdaj ta LGBT, pravzaprav ta smernice spolnega izobraževanja, bi morale pretresti Slovenijo in svet v kratkem. Torej jutri mislim, da je premiera filma Sound of Freedom, torej Zvok svobode, kjer govori točno o zlorabi otrok. Trump nam je rekel, niso za mano, ne lovijo mene, lovijo naše otroke. In če bi mi vedeli, kaj so delali našim otrokom, mogoče ne bi bili tako brezbrižni ali pač. Ker v današnjem svetu velja pravilo, nič nas ne more več presenetiti, ker če smo mislili, da vemo vse svinarije že, se najde nova, podla, primitivna scena. Ampak vsekakor, vse smo že omenili,
COVID je bila strašno dirigirana stvar, vse je šlo po planu, nekaj je prišlo vmes, zdaj pa plana več ni, dirigenta več ni in izgubljajo svojo špuro in blodijo ko blesavi. Zdaj, jaz si mislim, verjetno imajo beli tudi to pod kontrolo in probajo s tovrstnimi sprijenimi stvarmi, ki jih prinesejo v javnost, ljudi nekako zbuditi, lej, kam gremo. A boste dali otroka v šolo, ker lahko se zgodi, da ga ne bo nazaj. Mi se sploh ne zavedamo resnosti situacije, resnosti sprijenosti, primitivnih zlob, strani demona vodenih ljudi. Sej konc koncu v človeku je in Bog in Satan, ne? Verjetno celo to nista dve fizični osebi. Ali pač, sploh ne bom šel kaj noter, ampak človek lahko goji dobroto ali pa goji zlo. In žal opažamo, da je tako zelo velik procent ljudi prežet s tem slednjim, torej jih vodi zlo in negativa, mržnja, sovraštvo, razdiralstvo in tako naprej. Mnogo stvari sem že objasnil, mnogo jih verjetno še bom. Vendar od vseh stvari, ki jih mi moramo čuvati v življenju, sem večkrat poudaril, pa še bom, je najti mir in ga vzdrževati, ne glede na zunanje vplive, in delati na miru. To je prava smer, ne pa da iščemo naslednji dopamin šus, ne? Torej hitro zadovoljitev svojih nekih potreb po dopaminno, kaj čem zdaj, hormon sreče, ne? Iskati zdaj zunanje vplive, kaj me bo naredilo srečnega, wow, nova čokolada, wow, novih 10 litrov ajvarja, wow, nov BMW. Ne gre to, tako vse te stvari so minljive, mir pa je večen. In večni mir mu daj, rečejo na Britofu, večni mir in spokoj, ker tukaj ti ga nismo dali, smo ti ga jemali in ti blablabla. Ne, in svet je kaotičen, ampak ni potrebno biti upleten v njega. Lahko se iz njega izvzamemo, ne? Dobro, malo sem vam pripravil slikic, ki bi jih z vami rad podelil, pa moram iti na številko 1, zaradi tega, ker tako je bolj prav. In moje zastave, vedno so iste barve. Nad njima caruje ljubezen, vlada ljubezen nad temi zastavami. Pa sem prispodoba, je zastava, le, komu pripadaš, pripadam ljubezni, ničemu drugemu, ne pa Satanu. Ne. In zdaj nas ne sme biti sram, da gojimo ljubezen, ne. Seveda oni se bojijo, da se mi zbudimo v ljubezen, ker kreira svet, na katerega oni nimajo vpliva in ga ne morejo kontrolirati. A ne, oni kontrolirajo, kadar nismo mi v ljubezni, kadar nismo v miru, kadar nismo v harmoniji, kadar nismo in kadar smo tako, kot oni govorijo. Ne? Pa pridemo do ene dobre slikce. Skratka, to so predatorji, ki iščejo sočutne, zaupanja vredne, dobrosrčne ljudi, in potem kopirajo njihove kvalitete, naše kvalitete. Kot parazit iščejo močno, čvrsto osebo, to tem sem že včeraj omenil, ali? In želijo pač zdravega gostitelja. In potem lepo, počasi, čisto počasi uporabijo tvojo ljubezen, da uničijo tebe od znotraj naven. Ne? Torej, oni so uničevalci ljubezni, se zastopimo. Ampak ljubav nije nestala, ljubav se je samo sakrila. Ne? Ljubezen je bila toliko časa umikana, da v bistvu človek brez ljubezni je pa ena navadna podrtija, a ne? Pa z zmedenimi čustvi. A ne? In onin sistem je želel ustvarjati podrte ljudi. No, in če je zdaj sistem, prej je bila cerkev, danes zjutraj sem gledal enega duhovnika, ki je rekel, Vatikan, to je leglo zla, to je vse pa pederajsano, ker gre za zaupanje in če želimo kakšno zaupanje vzpostaviti, je treba najprej rito nastaviti. Ne? In cerkev je že od nekdaj, to ni bil celibat, ampak je bila kako že homoseksualnost, a ne, daleč od celibata,
tudi pedofilija je močno prisotna v vseh cerkvah, sploh rimokatoliška je res ga vodi, za ostale ne bom nič rekel. Škofje sicer pravijo, ja, oprosti, malo sem naredil napako, sem 150, sem jih posilil, ampak oprostite mi, bogati, Bog odpustim, saj ne vedo, kaj delajo, a bogati. A čutil pa je potrebo, da bi, a ne, to je čutil in pol pa naenkrat nič ne ve. Ne bo šlo, mi nismo pozabili ničesar in tudi oni niso pozabili, upajo na našo amnezijo, ampak ne bo jim uspelo, to je jelovica, se spomnite. Evo, poglej, to je knjiga iz leta, oh my god, 1796. Noben, oziroma vsak moški je neodvisen od vseh zakonov, razen tistih, ki jih je predpisala narava. Človeško bitje, vsak človek, ne, torej človeško bitje, bound by any institution of his fellow without his consent. Nobenemu človeku ni potrebno ubogati katerekoli institucije, ki jo je skreiral njegov sorojak, brez njegove privolitve. Tole pa dobra knjiga, ne? Upam, da kaj od tega lahko še danes uporabimo, ne? Jaz bom probal te stvari mičkrat pripeljati bliže, zaradi tega, ker mi, ali pa če bo kdo od vas, to je Cruden V. Neil napisal, torej avtoriteta danes strani enega iz družbe, ki je rekel, zdaj bo pa tako, kot sem jaz rekel. Dragi moj, ne bo šlo tu čez glih tako, ne? Zakoni narave so nad človekom, zakoni univerzuma so nad človekom in mnogo univerzalnih zakonov so kršili naši soljudje, smo že rekli, če so to ljudje sploh, verjetno ne, ampak jaz bi ful rad videl, da rečemo vsi pevaj pesme ljubavne. Veš, pesem ljubezenska je tudi izdelava kruha. Ne? Ni to zmeri sam pesmica, ki jo treba pet pa žvižgati. Ne? Jaz sem zdaj ajvar delal 2 dni. Danes zjutraj o 5 sem ga začel kuhati. Včeraj sem pa pekel te paprike cel popoldne. Ampak tudi to je ljubezenska pesem, ki jo bom z ljubeznijo hrustal, ko bo kruh pečen, pa bom lepo namazal namesto paštete, ker sem bil vegetarijanske sorte. Mislim, ne še čist 100%, ampak se ful trudim, skratka paštet pa res ne jem, ampak ajvar bo moja pašteta. Hočem reči, pevaj pesme ljubavne. Ok, good, gremo nazaj. Ne more nekdo reči, zdaj bo tako, kot sem jaz rekel, ne? Torej, pršuje, če si predstavljamo v Ameriko evropski človek. Saj to je zdaj samo ena izmed zgodbic, ne? Verjetno tudi to laž, ampak ok, tako so nam razlagali. Ljudje so, ko je Kolumb prišel nazaj, pa rekel, da je odkril Ameriko, so rekli, odlično, mi bi šli pa ke, in so šli ke, v bistvu izterjenci, ki tukaj niso imeli kaj početi in so tam pobili indijance in naredili ograjo, tukaj je moje. Ne? In zdaj bo tako, kot bom jaz rekel, jaz imam pištol, ti pištol nemaš, zato če bi tako, što sem ja rekel, jer ja imam pištol. Ne? So bili kavboji in kavboji so bili kao full frajeri, indijanci pa full kao grdi. Ne? Mislim, veš, to je bila indoktrinacija, ne? Tako kot za okroglo zemljo, tako kot zdaj, ki je Indija pristala na Luni, ne? Zdaj, ne vem, jaz mislim, da nam probajo dokazati, da gre za totalno norost, kajti vzeli so slikco iz ene igrice mnogo let nazaj, eno tako primitivno vesoljsko ladjo in pač risanka. In zdaj razmišljam, če bi tudi Butalci naredili eno risanko, pa bi bila 5. dežela, ki je priletela na Luno. Zdaj, lahko pa smo prva dežela, ki prileti na Venero, ker tam ni bil še noben, ne samo eno dobro raketko zmontiramo na video, pa je tako dela Indija, tako dela NASA, tako dela Rusija, tako dela vse države, tako da, zakaj pa ne bi še mi? Se Butalci smo pa itak, ja, napredna nacija, ne? Ne, mi smo itak intergalaktična bitja, ki potujemo s svojim duhom sem in tja, če prej ne, kadar zaspimo in gremo v Nina Nana in priletijo sanje in mi smo narejeni iz takih snovi, kot so sanje, je rekel tudi Predin enkrat, tako da, ne. Kakor hočete, lahko me kličete neprogramiran, nevodljiv, divergent, torej divergent. Beseda divergent, razcepljen, lahko mi rečete, da sem zavesten, zbujen ali pa pač enostavno živ. Ja, to sem jaz.
karkoli, tudi teoretik zarote, tudi majmun, vse vse mi lahko rečete, karkoli, ampak ja, jaz sem alive, počutim se živega zaradi tega, ker je v meni umrl del mene, v katerega sem bil naprogramiran. Skozi šolstvo, skozi vzgojo, skozi izkušnje, skozi službe, skozi dogodivščine, skozi izzive in tako. Skozi izzive pa sem postal to, kar sem. Ja, pač odvršiti je treba stvari, ki nismo mi. To je vse, kar je duhovnega. Ne? Biti kekec ne rabiš iti Tibet, moraš pa biti na samem, to pa ja. Evo, tudi tam je zelo dobra iz januarja 2022, meni bom probal zdaj prevesti v slovenščino, menja se ustava, tebe to ne zanima, kradejo volilne glasove, ne zanima te, razširijo noge zaradi biznisa, to tebe ne zanima, otroci ti nosijo maske, ne grejo v šolo, zdaj jih bodo učilo spolnosti, tudi to te ne zanima. Šli so nam otroci v beli svet, ne zanimate nič. Korupcija, razsulo, mito, ne vem kaj je, razsulo v državi, tebe to ne zanima. Delaš za eno mizerno, minimalno plačo, tebe sploh nič ne zanima. Šta tebe zanima, crko, da Bog da? Kaj tebe sploh zanima? To je eno tako vprašanje, ki jaz preden sem se izpostavil, sem rekel, pa porka Madonna, pa kako vas pedofilija ne premakne? Kako te ne premakne, da ti lažejo, kradejo? Kako te ne premakne, da se izvaja genocid? Kako te to do tebe to ne premakne? Pa kaj te pa bo? Mislim, vse je narobe. Kaj pa češ? Pizda stari, uči vse narobe. Dej, Turšič, ne se tukaj razburjati. Vse v redu, vse nič ne bo. Vse v redu. Jesem pa nas bodo cepili, pa jaz še so cepeti, ti Turšič. Ne, nisem, pizda, ker to je strup, ker to je metek. Ti si en metek. Ne? Čista ignoranca. No in v bistvu me veseli takle tekst, bom ga probal nek podobnega v slovenščini napisati, da kaj pa Boga maternega te ljudi zanima, totalna ignoranca, no to je ena velika rak rana. Še ena izmed stvari, ne moreš biti zavesten in biti v zavesti in, bom rekel, verski fanatik v isti sapi. Zato, ker enkrat prideš v resnični knowledge, sam v sebi in znotraj knowledge, znanja, modrosti. Religija postane nemudoma zavajajoča. Ne? Zdaj, eno je, jaz dostakrat uporabim beseda Biblija, pa Bog, pa Jezus, pa Marija, pa tako, ampak to nima veze z religijo. Biblično pa je tudi vesoljni potop in tako. Biblično so stvari zapisane, vendar jih je religija interpretirala v, bom rekel, zavajanje. Se pa da iz teh tekstov kaj vzeti, se da med sabo povezovati, se jih da razlagati v pozitiven prid, tudi v negativnega, tako kot rimsko pravo se da razlagati v dobro in v slabo. Skratka, religioznost je v bistvu zavajanje, kakorkoli obračamo. No evo, tole je certifikat LGBT prijazno mestna občina, prijazni vrtci LGBT-jevski, a ne, to že vse si lahko malo preberete. Čakaj, kaj sem videl? December 2016 je ta drugi rezultat iskanja, če napišete LGBT prijazni šoli in vrtce, tudi Nova 24 recimo, ne, če je čist politična televizija pravi, da to LGBT pa ne, kakorkoli. No, celo Andersena in vrtec pod gradom, prijazni vrtci do LGBT-ja. Dragi moji, to je vse že tle. Tudi pravnik Tršek se je precej pognal v to, da bo dobil neke, bom rekel, razlage z njihove smeri, kako pa kaj, če se jim zdi smiselno, vendar njim se zdi smiselno, tak je bil odgovor, ne. Mislim, kaj se ti zdaj čudak, da v bistvu bi radi, da mi otrok naučimo spolnosti, tako kot mi želimo.
Verjetno z nekim namenom, ne? Sej verjetno so nam z namenom v šoli razložili, da je zemlja okrogla, verjetno so z namenom nam razložili, da smo prišli iz opice, verjetno so nam z namenom razložili, ne vem, marsikatero glupost, ne? Zdaj bolj, ko se poglabljaš, bolj vidiš, da je vse narobe, da tudi H2O nam niso zdefinirali tako, kot se zagre. A veste, mi imamo 3 vrste vode, imamo H3O, H2O pa H2O2. In H2O2 je edino v sadju in zelenjavi. In kaj že naredite s kumarcami, kaj pravi recepti? Naribaš, posoliš pa vodo stisneš stran. No, ta voda je H2O2 in to je tista voda, ki jo mi rabimo v sebi, a ne? No, to je tista, ki bi mogla iti v nas, ker znotraj nas je voda, vendar ne H2O, ampak je H3O. In samo ta iz sadja se prelevi v uno H3O. Tu sem jaz včeraj poslušal, če kdo kaj tacga najde, pa je kontra, naj mi le sporoči, ampak bi kar verjel, da imamo te 3 vrste. Sej tekom življenja sem tudi že ujel te spojine, pa nekaj pomembnost pa to, ampak zanimivo, mi bi mogli ta sok od kumare popiti, pa od jajčevca tudi, pa od melono tudi jesti, lubenico, čim več tega, grozdja in tega, kar je v bistvu gre za vodo in fruktozo, ne pa za cukor pa vodo zmešano, pa še CO2 zraven, da je to pol za nas Fanta, Coca-Cola in gazirana pijača, smrt vseh smrti. Ampak to je normalizirano, tako kot bi radi normalizirali LGBT, ker se ni nihče nič pretirano pritožil nad tem, da to pa ni zdravo in za človeka je to strupeno, ne? No in še ta prikaz z masko na Bettini, ne pomagaš nobenemu in še zgledaš debilno kot drek. Eto to. Ampak mi moramo zdaj postati zelo odločni, od nas se zahteva več odločnosti, ne poniževalnosti, odločnosti, ne je ne. A veš, ločiti pleve od semen, je še nekaj takih ljudi, ki si jih človek razveseli, po večini pa je narod glup. Se opravičujem, po skoraj 370 videih sem rekel, ne smemo reči ljudem, da so neumni. Ja, pa so. Tole je ena dobra pesmica zadaj, da v eni hiški daleč stran je živela ptičica, ki je pozabila leteti, živela brez staršev, ampak ni znala več leteti, do momenta, ko ni v to hiško stopil medved. Takrat se je v njej zbudil smrtni strah in je zakrilila s krili in poletela. Ponovno. Ena taka prispodoba, kjer sem vam že omenil, da bo potrebno ljudi pripeljati do smrtnega strahu in verjetno gremo prav točno tja. Malo smo se že pogovarjali o še enem lockdownu, ki naj bi nam grozil strani Bidena. Biden že razlaga, kako nas bodo zaprli še enkrat zaradi covida, valjda nekaj, kaj sem, katero različica bo preletela, ker ta Priola pa ID10T se ni prijel, tako da vse sort stvari ni zame, vse sort stvari se nam obetajo, ne prime se tisto, kar si želijo. Verjetno pa, jaz tako malo razmišljam, bi bilo pa prav, da bi ustavili sistem mi tokrat. Ne da sistem ustavlja nas, ampak da ustavimo sistem mi. Torej, da rečemo ne, grem nikamor več. Ne bom šel na banko, ne bom šel na pumpo, ne bom šel v trgovino, ne bom šel v službo in od mene ta država danes nima nič. In če bi to naredilo 2.200.000 Slovencev naenkrat, bi država se verjetno popraskala po glavi pa rekla, joj, nas pa nihče več ne uboga. In kaj bi bilo pol? Ja, nič, ubogali bi sami sebe, ne? In država bi propadla. Hej, fant, to bo dan, kot ga še ni bilo, ampak kdaj bomo dovolj zreli za ta proces? Nas bodo pripeljali do tam, verjetno da res. In fuck off agenda 2030, zdaj celo sem dobro prebral, nič 2030, ker 2024 ni crkne, ker zdaj nemudoma, ker vse agende, virus, mask, cepljenja,
črvičenja, vsega nenormalnega, pedofilskega in vsega, kar bi nam radi utupili, mi pač ne smemo sprejeti in tudi na nas je, da rečemo ne. Vse lahko rečemo ne, hvala. Lahko pa rečemo you shall not pass. Ne dovolim, da greš čez. Evo, narcis je vedno nekdo, ki želi uničiti življenje nekoga lepega. Je pa zelo lepe osebe, ne? Je pa zelo zanimivo, da je ta lepa oseba v bistvu vedno tarča, ki jo želi narcis uničiti. Torej, narcis si želi lepe osebe in želi lepo osebo uničiti. Noro. In ko lepo osebo uniči, jo odvrže in poišče drugo. To je narcis. In to skozi partnerske odnose in razne odnose, niso samo partnerski. Ja, duša vodi pot, ki your soul is leading you away from what is now. Tako, duša te pelje stran ok, bom zdaj prav četrtič bom, od začetka. Tvoja duša te pelje stran od tistih stvari, ki niso več zate v redu. Vse se poravnava, samo zaupaj planu in zaupaj duši. Duša deluje prav, to je naš kompas. Dejte mu prisluhniti, dejmo mu prisluhniti še bolj, samo v šundru ne gre. In tisto, kar delo najbolj sovraži, je posameznik, ki drugače razmišlja. Ni vprašanje samo njegovo mišljenje, ampak občutek, da živi in misli svojo glavo. In to, da misli svojo glavo, to je pa tisto, kar delo ne razume. Okay? Ker delo te sovraži, ker misliš svojo glavo, predvsem zaradi tega, ker on ne zmore tega narediti. In zdaj smo v točki, ko smo ugotovili, da je kompletna družba v bistvu napeljana na tak način, kjer so v bistvu primitivni ljudje brez uma se počutijo ogrožene strani teh, ki pa razum, pa srce, pa dušo imamo, in oni so zdaj prizadeti, oni so ranljiva skupina. Mislim, da ne moreš sploh verjeti, ampak ja, to še ne pomeni, da mi ne delamo tako, kot se zagre. No in še ena bizarnost, mislim, prav probajo se res poigravati z nami, no, skratka, Janez Janša je nominiran za Nobelovo nagrado za mir. Mislim, naj bi jo celo prejel, piše dol v tekstu 10. decembra ali kako že. Skratka, naš Janez je dobil nagrado za mir, torej enako kot Obama, a ne? Obama, ki je s Clintonom in Bushom naredil največ vojn. Tudi naš Janez ima za sabo kar nekaj spornih stvari. V bistvu najboljša obramba je napad s temi helikopterji pa tako, pa s temi vojaki, ki so čudno izginili, ne? Zdaj v bistvu on toži ljudi, ki so rekli, ali v postopku hudo nekaj navalja. Skratka, iste ptice skupaj letijo in evo, Janez bo s tem naslovom verjetno si pridobil oprav krivdo še tam, kjer je mogoče še živa. Razkrivamo okoljsko poplavno zgodbo, no to je pa ena izmed stvari, na katero sem opozoril dosti zgodaj po poplavah, pa je potihnila, nič se ni zgodilo. Skratka, v Mežici so namreč poplave razkrile največjo količino ostankov akumulatorjev, ki so zasipani v brežini reke Meže. Zdaj so vsem na očeh, a je to sploh mogoče, se sprašuje Tomaž Ranc. Ja, tovarna akumulatorjev je, ne? In zdaj so dobili teste, kaj je v zemlji in vrednosti cinka, kadmija in česa še. Cink, kadmij, pa še neki, ne vem. Skratka, vse, pa svinc. Tako vse vrednosti so več kot za 10-krat presežene, kar pomeni, da tam verjetno ni ugodno saditi zelenjavo, ne? Solatka ne bo v redu, pa verjetno paradajz tudi ne. Sam to zdaj nikogar ne briga, ne izdelovalca akumulatorjev, na države, zavarovalnice, bože ne, da je tišina, da ne bodo rekel zavarovalnice, ker pol ne bodo si mogli dobička razdeliti, ne. Skratka,
Jaz bi svetoval konopljo, vse je lahko industrijska, da čim prej očisti, kar je za očistiti, pa verjetno ne bo dovolj eno leto, da pridejo stvari na sej. Zemlja se zmeraj obnovi, veste, tako kot fosilna goriva niso fosilna goriva, nafte nič dalje manj, nafta se sama obnavlja. Tako kot v krvnem obtoku kri naša, nič drugačni. Poslušamo pa pesem Enjoy the Silence, uživaj v tišini. In ja, uživate lahko zato, ker zmorete, ker imate svojega vodnika. Tisti, ki nimajo duše in srca, notranjega vodstva, oni ne zmorejo biti v miru in v tišini, zaradi tega, ker tam najdejo sebe. In oni bolj se ukvarjajo s tem, da imajo čine, titule, pristojnosti, čeprav zdaj so sodnikom nekaj pogruntali, da morajo dati pa malo papirčka na mizo, kdo ima izobrazbo, in zdaj pa pravijo, to je pa zasebnost. Bogati, stari časti sodnik, stari ima, da daš vse papirje na mizo, si sodnik da ali ne, spečati ali ne, ker so ugotovili, da naši sodniki nimajo vsi papirjev, ne, in zdaj že vrši malo med sodniki. Skratka, oni pa so nas, pa ne samo sodniki, bom rekel, kompleten aparat teh, ki imajo občutek, da so nad nami, zato, ker so nemočni, ne, ker nad sabo nimajo kontrole. Skratka, oni pa nas drkajo in podrkavajo zato, ker nas lahko, ker mi njih ne smemo, mi se še braniti ne smemo, ker to je pa za njih že kaznivo dejanje. Si glasno govoril, da sem baraba. Ne? Ja, 20 let mi živce piješ, valjda sem na glas rekel, da si baraba. Ja, sem mi ne smeš to reči. Kurba vejo pa vse, kaj jim pripada, pa vse vejo. Banda prokleta, prikrita, primitivna, sprijena do amena. Ampak okej, končuje se njihov čas. Mislim, 20 let so pelali, zdaj pa jim nekaj ne gre, so videni. Ne? Še tale tvoje meje niso to, da narediš, če ti postaviš meje, jih ne postaviš zato, da boš zgubil prijatelje ali pa družinske člane. Tvoje meje naredijo, da izgubiš te, ki zamegljujejo torej gaslighting je tehnika narcisa, kako te zapelje, ti daš eno temo, čez 5 minut si ti vsega kriv in je problem na tebi, tisto osnovno vprašanje se je pa zginilo, to je gaslighting, zamegljevanje, v angleščini je mičkam drugače se čuje. Skratka, zgubil si gaslightnerje, zgubil si emocionalne, čustvene vampirje, zelo pohlepne manipulatorje, ki njim so nikoli dovolj siti, v sebe orientirane in centrirane narcise in vampirje energije. Stojte stoično zase in ne vam povem, da kakor delec smo prišli, delamo dobro in dobro nam gre. Stojte, stoično. Probali vas bodo omajati, ostanite neomajni. Zaradi tega, ker nam nič ne morejo, zaradi tega, ker smo bistveno močnejši in večji od njih. Imamo razum, dušno povezavo, imamo čustva, sicer smo imeli razterana, pa si jih zdaj poravnavamo. Bili smo v nemiru, iščemo počasi svoj mir in razumemo tisto vez od srca do srca in jo gojimo čedalje bolj. In ko me čakam ta piknik v sredini septembra, kjer nas bo kar nekaj več novih, verjetno nekaj manj starih, ampak ja, vse okej. Ko me čakam, da se družimo, do takrat pa vam želim, da uspešno preživite zadnje dneve, bom rekel, avgusta, ker pri nas se septembra že jesen začne. In kar se mene tiče, je zunaj že dovolj hladno, da lahko rečem, da je jesen, ampak ja, sej bo še lepo. Ne bo pa več 30 pa čez, to pa ne. Uživajte, ljubljeni ste, kot strela marela, dan za dnem, ostanite stoični, mirni in trdni, ker ljubljeni ste pa itak že. Ajde, čau, čau.